NHK je ena od stvari, ki jo težko najdeš na internetu piratizirano. Ja, res je, posebej, če hočeš recimo Sumo gledati, kar jaz gledam. A ja? In če hočeš gledati Sumo v angleščini, pač, da dejansko je tista NHK crew, a ne? Ja. Ker NHK oddaja v 2 jezikih, kar pomeni, da ti rabiš najprej dostop do NHK Premium, ker je ločen channel od NHK, potem pa rabiš dostop do tega dual channela, da lahko zamenjaš jezik, ker primarni jezik je japonščina, potem pa rabiš nekako to funkcionalnost, da zamenjaš jezik in potem prideš do English komentatorjev, da dejansko potem... Ja, ampak na srečo obstaja pač en človek, ki je plačal, ne vem, 50-100 evrov na mesec za en servis, ko od satelita pobira, potem pa to streama na internetu in potem lahko vsi gledamo ta NHK Premium. In se je že tako cel community okoli tega ustvaril, da za vsake 2 meseca so ti turnirji, ne? In potem gledamo vsake 2 meseca pač Bašo in je noro in poznam vse Sumo, oziroma vse Rikishije, od Makušte do, ne vem, Komosubi, do Sekitorijev, do vse, v glavnem, za vsakega vem, vsak ima svoj backstory, tako kot v animejih, it's funny. Tako kot v wrestlingu v bistvu. Veš, zakaj je fun? Zato, ker tako kot v shonenih vsi skušajo priti do najvišjega ranka Yokozuna, ki ga ne morejo več zgubiti. Ker sicer lahko vedno ta rank zgubiš, ne? Če recimo izpadeš, se poškoduješ, ni važno. Če se poškoduješ, boš izgubil rank. Razumem, tako kot redni profesor. Ja, se ne moreš udeležiti naslednjega turnirja in potem pač ne moreš. Tako da so Rikiši znani potem, da včasih grejo na turnir tudi pač pohabljeni čist in samo zato, da grejo skozi tistih 15 bautov, ne, 15 dni traja turnir, zato da dobijo 8 zmag od 15, da ne bojo padli po rangu navzdol. In nekateri pač res tvegajo hude poškodbe, pač grejo z strelno nogo tamle. Ja, dobesedno. Imaš Rikishije, ki so šli z zlomljenimi nogami, z zlomljeno ramo, z zlomljenim vratom. Veš, vrat imeti zlomljen, pa ti moraš imeti, na začetku imaš, se reče tači-aj, ne? Tači-aj, ko se klešneta in tisto z vratom, pač dobesedno, ker ti se na začetku bonkaš z glavo in to je tako hudo za vrat. Pač, velikrat se zgodi, da naredita na začetku tači-aj, pa se nekomu vrat zlomi dobesedno in je konec in se samo pade na kolena in je konec. In to se je zgodilo, pač to se lahko zgodi tudi najboljšim, tudi Ozekijem, ki je drugi najvišji rank. En Ozeki, ki je znan, Takakejšo je, ima tako, pravimo mu, da nima vrata, pa se mu verjetno vrat zlomi, ker je pač tak okrogel, taka bunkica, je. Je majhen, pa širok zelo, ne? In skoraj nima vrata, ampak vedno tako, on je znan po tem, da res začne zelo tako agresivno ta tači-aj in ene 2 ali 3 se je že zlomil vrat. Kar precej težko je biti Rikishi, tako, I would say. Yeah, it's kind of stupid. Ampak ja, NHK Premium ne mogoče dobiti, razen če imaš dostop do tega satelita, ki ga oddajajo po vsem svetu, samo v Sloveniji je to skoraj nemogoče dobiti ta oddajnik, ker gre gor po severu nekje, v glavnem po severni polobli nekje, tako da ga sploh ne moreš dobiti, ja. It's kind of hard. Tako da, kaj pa, kakšno japonska televizija potem gleda? Ponovadi ima novice gor, pa ima une variety show, na katerih sem odrasla. Na Abema TV? Ne, zdaj, ka na japonskem zdaj gleda pač na televiziji, kar je v tisti regiji, ne. Mogoče ima Tiver ali pa kaj, si ne vem. Sam kle pač je skoraj nemogoče, tako da v bistvu greš na une, nočem zdaj reči, nobenega linka, da ne grejo čekirati. Streaming sajt. So kakšni sajt, kjer so, ni YouTube, čeprav se tudi novice na YouTubeu se dobijo, veš. Ja, na YouTubeu se dobi. Če jih zbrišejo po 2 dneh, ne, ampak une aktualne, če isti dan pogledaš, so.